To je kratek zvočni pregled o politični stranki Gibanje Svoboda. Do parlamentarnih volitev 2026 nas loči še natanko 14 dni. Stranko vodi premier Robert Golob, ki je predtem 17 let vodil energetsko družbo GEN-I. Leta 2022 so dosegli absolutni rekord neverjetnih 41 poslanskih mandatov. Hitro so pripojili že stranki LMŠ in SAB ter gladko zmagali na 3 pomembnih referendumih, vključno s tistim o RTV-ju. Ampak, kljub temu sanskemu štartu je obljubljeno leto reform 2023 ostalo večinoma le pri nekih odprtih in nepripravljenih projektih. Drugič, ustaviti se moramo pri res ekstremnih kadrovskih rošadah. Zamenjali so kar 9 ministrov. Najbolj sta odmevala odhod notranje ministrice Tatjane Bobnar in pa slavo Emilije Stojmenove Duh po tisti aferi s 13 tisoč računalniki. Zamenjan je bil tudi notranji minister Poklukar. Pa še poslanska skupina se jim je skrčila, zapustila sta jo 2 poslanca in tako so padli na 39 mandatov. Kljub precejšnji notranji drami so na evropskih volitvah leta 2024 vseeno osvojili zavidljivih 22,1% glasov, zasedli so drugo mesto, takoj za stranko SDS, kar ti jasno pove, da na levo-sredinskem političnem polu še vedno trdno držijo primat. Vladajoča stranka se pred volitvami pospešeno premika iz tistega kriznega upravljanja v strateški razvoj, kljub res ambicioznim načrtom jih čaka precej naporna politična matematika. S kom sploh gredo v to bitko? Pod geslom Slovenija naprej na teren pošiljajo 83 kandidatov. Takoj boste prepoznali znane obraze, večino sedanjih poslancev in tiste ključne ministre, recimo Klemena Boštjančiča in Alenko Bratušek. Premier Robert Golob pa gre po bitko v 2 okrejih, na Bežigradu in v Domžalah. Kaj točno obljubljajo nam, volivcem? Govorimo o začetku postopkov za nov ljubljanski UKC in pa o državnih jamstvah za prva stanovanja mladih. Obljubljajo še nujno omejitev družbenih omrežij za zaščito otrok in pa postopno socialno kapico, da bi preprečili beg možganov. Njihov glavni gospodarski cilj pa je do leta 2040 doseči kar 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega. V anketah so na drugem mestu tik za stranko SDS. Kaže jim od 20 do 27 mandatov. To pa pomeni, da zavezniki preprosto ne pridejo do tistih 46 glasov za večino. Analitiki ugotavljajo, da nujno rabijo 4. partnerja, morda stranko Prerod ali pa piratsko stranko. Na družbenih omrežjih pa se soočajo še z res močno protikampanjo pljuneža 114 tisoč sledilci. Dokončajmo to hišo skupaj, Svoboda naprej!